Shoutout moram dati tudi vsem cosplayem, ki so prišli, ki so se ful potrudili. Ja, čisto vsakega smo cenili. Res, moram reči, da punce, ki je cosplayala igre, ki je ne igram sicer iz Genshin Impact, mislim, da je support tam ogromno. Ja, to pa res. Genshin Impact je očitno neka zoomerska igra. Res jaz je ne razumem. Ful je popularen. Jaz karkoli nisem vedel iz kje ta cosplay, it was either Genshin ali pa kakšna Vocaloid zadeva. Če nisi vedel, kaj je, it's probably Genshin, right? Jaz sem najprej sem žalosten, da ni bilo v mojih časih te igre. Drugače pa sem tisto, to moraš življenje. Nimaš časa. Ja, to dobesedno noč in dan samo to lahko igraš. Jaz ne vem, recimo, to je gača, ne? Ja, pa daily imaš za narediti, pa tako. So a lot of money, we saved a lot of money. Ne, sej, Genshin ni nujno, da daš kaj denarja. Tudi jaz sem ga nekaj časa nažigal, pa bilo ful zabavno, pa sem malo obupal, no. Pač ker res, potem že živiš noter v igrci. Kaj se ti zdi, da je največji aspekt, ki te potegne noter? Gača po moje tudi. Ker pač po moje je ta feeling, ko dobiš recimo nekega ful redkega noter. Ja, pač odkrivanje novih elementov, pa raziskovanje samega okolja, pa to, da napreduješ, pa da odkrivaš nove. Mislim, tako pač imaš ful nekih, več zadev, ki jih lahko delaš, ne? Se gameplaya ne poznam, po moje tudi dosta addiktivne, ampak po moje definitivno ena stvar so te gača stvari. Veš tudi Warcraft, ne? V bistvu je čisto varianta Warcrafta, samo da je pač malo bolj anime related, pa malo bolj gača, ne? MMORPG. Anime Warcraft. V bistvu gre pa za igro, ki je bolj open world MMO varianta, sprav nekaj tazgov kot Final Fantasy. Veš kaj, je open world, pa ampak z drugimi sodeluješ samo v določenih primerih, če se invitaš skupaj. Ne vem, kako to nikoli nisem sprakticiral, sam delaš v bistvu štorijo, ne? Ampak lahko pa določene monstre, tudi v bistvu pa določene queste delaš z drugimi. Čeprav jih tako ne srečaš, ampak se kao ne vem, invitaš nek v svojo posadko. Kaj potem support role? Koga ti supportaš v bistvu? Recimo ta karakter, ki je cosplayala, ne? Pa mislim, da je bilo več. Po moje se v bitki od zadaj kot support, pa jim hilaš ali pa kaj. Vseeno si a ne menjavaš ti karakterje, pa lahko špilaš kot kjerkoli, pa ima svoje powere. Mislim, jaz sem špilal 2 uri. Ja, 4 like imaš, mislim, likov več ne zbiješ, ampak 4 imaš primarne, ki jih ti v sami igri, ki igraš, jih potem lahko menjavaš. Tako kot Pokemone. In potem vsak karakter ima lahko full skinov. Ja, vsak ima drugače atake, drugačne iteme, a veš, in to se v bistvu ti razporejaš v... Full aktivna igrica, ki se moraš dejansko premikati. Jaz govorim o tej igri, pa najbolj nimam pojma. Kaj se nam dogaja? Ja, to je to tam noter, tako... Ne samo cosplayeri pa so. Očitno se splača kakšno stojnico v tej smeri narediti naslednje let, zato ker očitno imamo... Sej, a pa počakamo na novo, spet popularno igro. Mislim, se to podjetje se je zdaj ful razširilo, ker je pač veliko denarja dobilo tega in oni znajo delati anime game. In zdaj njihov novi game prije ZZZ se imenuje. In so neki gunnerji, ko full anime style in pune cool animacije. Sounds like nadaljevanje Sword Art Online, ko ne bo to dobro. Oni govorijo, to podjetje dejansko govori, da hoče narediti Sword Art Online. Dejansko nerd link in potem zaslužniti ljudi. Ne, se v bistvu to so nekje brodo, v bistvu oni imajo plan, ne vem, v roku 10 let narediti prav virtual world varianto koliko Sword Art Online. In potem zaslužiti ljudi. A to pride zraven. In dobiti njihov TRR in potem izpostaviti. I mean, who wouldn't want to be inside the game living? To, če ima kakšen Tencent čez, po moje. Mogo znali biti. Mislim, to je China, mislim. VR game postanejo pač vedno bolj popularni. Sploh,